besede pozdravim predsednika. Hvala za uvodne misli in predstavitev. Sedaj bi pa prosil še enega novinarja. Gleda, da medijsko bomo lahko dobro pokriti gospoda Franca Krajnca, ki prihaja iz Pirana, tudi rojen Štajerc, pa to mu ne štejemo za greh. Aktiven še danes v novinarstvu, bil predsednik Zveze društev Volkarjev, ustanovil časopis Primorski utrip in želi delati in uresničevati cilje Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava. Dobar dan, vse drži, kar je gospod povedal. Ja, res je, 30 let izkušen v novinarstvu, bil sem nekoč leta 90 tudi direktor Primorskih novic, žal sem imel prometno nezgodo, pa sem bil kar dolgo odsoten. Sem pa po poklicu ekonomist, makroekonomske zadeve me zelo zanimajo in jih seveda tudi spremljam in to mislim, da kar dobro. Debatiral sem že v Šanghaju, Pekingu, v Bruslju in še kje, ko sem včasih malce na rodni položaj spravil tiste, ki govorijo, kako je lahko svet obračati. Zdaj, moram reči, da smo tudi mi v Primorskem utripu upravili neko raziskavo in lahko rečem, da ima Slovenska ljudska stranka, kot zdaj rečemo Radovana Žerjava, pa ni samo njegova, ne od vseh nas, velike prednosti pri tem, ker je umirjena. Kaj pa pravzaprav sem razmišljal najprej to, ali sploh v politiko ali ne. Namreč mi novinarji smo na drugi strani vedno, ne. Zdravi, ogromno soočen sem vodil v življenju že tudi takih kandidatov, kot je za poslance in pa še drugih. In seveda smo potem iz njih vlekli ven, kaj vedo, kaj obljubljajo. In moram reči, da bo ta kampanja pravzaprav v izjavah, ki jih dajo nekateri posamezniki, ki bi radi prišli v parlament, izjemno kontroverzne. Tudi včasih malce skregane z ekonomsko logiko. Dejstvo je, da se danes Slovenija nahaja v položaju, v katerem še nikoli ni bila v 20 letih, to je gospod Žerjav lepo povedal, s tem, da moramo vedeti, da je tudi obalno-kraško območje, torej ta regija, bila leta 1909 po bilancah ena najslabših regij od 12 v Sloveniji in največja izguba prav v gospodarstvu občine Koper. Seveda, ko mi to govorimo s številkami, nam pač nekateri akteri ne radi verjamemo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo se mi v Sloveniji danes znašli v problemih, ki jih bomo reševali najmanj 5 let in to s trdim delom, kajti današnji bruto dolg Slovenije je 46 milijard, od tega ima samo gospodarstvo 36 milijard in to bo treba sanirati na nek način z večjim izvozom, z večjo dodano vrednostjo. Malce kot ekonomistov se mi pa zdi nasprotjo, ko obljubljamo, da bomo znižali davke. Na koncu vse plača ljudstvo in mislim, da je treba stimulirati izvoz in inovativno dejavnost. Zdaj, jasno je, da pač ljudje pričakujejo tudi nekaj od nas, kaj bomo pa mi storili za nje tukaj na Primorskem, recimo, kaj pa boste vi storili za Piran. To me tudi sprašujejo. Ja, kaj naj rečem? Seveda za drugi tir, za revitalizacijo mesta Piran, za golf igrišče, ampak ne na kmetijski zaščiteni zemlji, če to rečeš, spet imaš nasprotnike. Skratka, nekaj stvari, pa predvsem to, kar starejši vemo, da so delavci danes odrinjeni od soodločanja. To je prinesel ta sistem, ki smo ga po osamosvojitvi sprejeli in to je zelo hudo. Delavec se danes počuti malce drugače, kot se je počutil v prejšnjem sistemu, pa ne zagovarjam v popolnosti našega prejšnjega sistema. Se pravi, nič nismo povedali tudi o tem, ali bomo za
delitev države na pokrajine in tako dalje, ne vem, to je zdaj gleda, da je to z besednjako odšlo, bomo videli, če bo to aktualno sploh, ampak da pa seveda sem tudi za prodajo skladovih zemljišč, ker nekateri bi radi delali na zemlji, pa pokupili zemljo, to je stvar politike, kako se bo vodila naprej. Skratka, kar nekaj izzivov je, ki jih bomo uresničevali, vendar težko, ker, glejte, čisto preprosto, ko vam povem, Slovenija danes potrebuje dnevno 1 milijon evrov za kritje vseh negativnih ali dolgov, obresti in seveda tudi transferov in podobno. Se pravi, situacija je resna in prav zato moramo dobiti v organe, se pravi državnega zbora in pa tudi vlade, resne ljudi, ki bodo znali, delali, ki bodo imeli to makroekonomsko poznanje, če ne, bomo se spet veliko pogovarjali, ekonomski parametri pa bodo tekli po svoje, vedno globlje. To moramo spremeniti. Hvala lepa.